Dejan Sluga kot programski vodja in glavni kurator galerije Foton sodelujete z nekaterimi vodilnimi evropskimi fotografskimi institucijami, galerijami in festivali, udeležujete se raznih mednarodnih umetniških sejmov, predvsem seveda tistih, ki so specializirani za fotografijo. To so na primer Foto Basel, Foto London, Paris Foto in podobni. Morda za začetek, v kakšni vlogi ste zdaj tukaj in kaj je v bistvu namen takšnih sejmov in tovrstnih mednarodnih sodelovanj? Teden fotografije v Parizu je seveda veliko širši dogodkovni kontekst, kot je samo sejem Paris Foto, ki je sicer največji sejem za umetniško fotografijo na svetu. Teden fotografije v Parizu predstavlja ogromno razstav, ogromno dogodkov. V tem času poteka osrednji festival, ki se imenuje po eni od najbolj znanih pariških četrti Saint-Germain, torej Saint-Germain Photo Festival, ki je pred leti po svoji vlogi nadomestil legendarni mesec fotografije, ki je v Parizu potekal od začetka 80-ih in je predstavljal enega prvih, če ne prvi, tak festivalski kontekst za fotografijo. Naj omenim, da je na tem prestižnem dogodku leta 1988 dobila najvišjo nagrado grupa Juni. To omenjam tudi zato, ker smo pred dnevi odprli večjo pregledno razstavo Staneta Jagodiča, jaz bi celo rekel enega najbolj spregledanih umetnikov, ki je uporabljal fotografijo, ki pa so ga kot takšnega prepoznali recimo že leta 1988 v Parizu. Toliko mimogrede, tako da imamo Slovenci tudi neko zgodovino v tem kontekstu. Vrnimo se k sedanjosti. Saint-Germain Photo Festival poteka vsako leto in v okviru tega pač tudi že nekaj let sodelujem ne toliko z slovenskimi institucijami, ampak zanimivo predvsem z Češkim kulturnim centrom. Tam smo pred 2 leti z kolegom Vladimirjem Birgosom, s katerim precej sodelujemo zadnja leta. Dr. Vladimir Birgos je predstojnik Akademije za fotografijo v Opavi in verjetno najbolj znan in relevanten zgodovinar in poznavalec češke oziroma češko-slovaške fotografije predvojne in povojne. Veliko razstav in moj vpogled v fotografijo srednje vzhodne Evrope dolgujem tudi njemu. Tako da sem zelo vesel, da lahko sodelujem z tako priznanim strokovnjakom v mednarodnem kontekstu. No, tokrat je tudi on pobudnik okrogle mize v Češkem kulturnem centru, ki leži v osrčju četrti Saint-Germain, kjer se bomo pogovarjali točno o tem, se pravi o položaju, statusu povojne in pa predvsem sodobne fotografije. Kolegi iz galerije Teleport so postavili izjemno zanimivo razstavo češke sodobne fotografije. Galerija Češkega kulturnega centra se razteza skozi 3 nadstropja. Vsakeč, ko pridem tja, pomislim, da kako lepo bi bilo, če bi imela Slovenija kakšno tako institucijo in ta kulturni center. Lepo, da imamo skico, ampak ko pogledaš madžarski, češki, poljski kulturni center, pa ne samo v Parizu, tudi v drugih prestolnicah Evrope, se ti malo milo stori, ampak to je druga tema. Tisto, kar je pomembno, je to, da se pač veliko povezujemo, veliko sodelujemo z kolegi, institucijami, galerijami iz tega dela Evrope. In moram reči, da sem zelo vesel, da imamo tokrat tudi kot galerija Foton celo vodilno vlogo pri platformi, ki jo snujemo. Pred kratkim smo kandidirali za neka pomembna evropska sredstva, tako da si upamo, da bomo dobili nek denar, ki bo omogočil v naslednjih 4 letih še veliko večje povezovanje in sodelovanje v tem regionalnem kontekstu. Tako da to je eden od vidikov mojega tokratnega bivanja v Parizu v tem tednu. Znotraj tedna fotografije v Parizu je najpomembnejši mednarodni sejem Paris Foto. Ta je sestavljen sicer iz več segmentov
In morda, glede na to, da tukaj sodelujete že več let, kako so ti segmenti sestavljeni oziroma kako je ta velika sejemska prireditev sestavljena? Letos Galerija Foton uradno ne sodeluje, drži pa, da smo že večkrat, mislim, da 4-krat, 5-krat smo sodelovali na sejmu, pretežno z skupinskimi predstavitvami v glavni sekciji, pa tudi enkrat z solo sekcijo, ko smo predstavljali mladega avtorja Jošta Dolinška. Tokrat Galerija Foton na tem pomembnem sejmu ne sodeluje, zato je več razlogov, deloma tudi zato, ker je težko zagotoviti sofinanciranje. Sejem je izjemno drag. Naj povem, da je najmanjša stojnica v tem največjem skupinskem delu za galerije ocenjena na tam nekje okoli čez 20,000 evrov. Torej samo najemnina za cirka 18-20 kvadratnih metrov, 3 stene, stane 20,000 evrov, tako da lahko si tudi laiki predstavljajo, da je treba na tem sejmu kar precej prodati. In dejstvo je, da tudi Galerija Foton ne zastopa tako mednarodno uveljavljenih fotografskih umetnikov, s katerimi bi se lahko tudi finančno varno predstavljali na tem sejmu, brez da bi računali na pomoč države. Ko govorimo o državi, torej Ministrstvo za kulturo ima specifičen mehanizem, s katerimi podpira tudi udeležbe slovenskih galerij na umetnostnih sejmih, je pa zelo težko priti do tega denarja in dejstvo je, da mi smo se recimo ravno lansko leto, ko smo bili seveda prijavljeni, smo imeli zagotovljeno udeležbo na sejmu, smo že morali plačati ten prvi obrok, na to pa tega sofinanciranja nismo dobili, in je to bil za nas tudi en tak finančni fiasko. Takrat smo se odločili, da vseeno v to tveganje ne gremo. Tako da tu so okoliščine, pač zmeraj tudi, ko govorimo o sejmih, to niso neke razstave, na katere te vabijo, ampak imajo zelo izjemno pomemben, močen, celo primaren ekonomski vidik. Za sejem moraš imeti vnaprej zagotovljene tudi neke prodaje, ne moreš iti kar na slepo na nek sejem, ker recimo v javnosti je razširjeno mnenje, da pač hodimo na te sejme in da to je vse takole kar brezplačno in lepo, se družimo tam z nekimi galerijami in potencialnimi kupci, to je daleč od tega, tako da to zahteva kar zelo, zelo natančne priprave, in pravim, ta finančni vidik je zelo pomemben. Je pa res, da po tolikih letih sem tudi jaz pač ustvaril neko mrežo kontaktov, v tej mreži so seveda tudi neki zbiralci in pa predstavniki institucij. Sejem Paris Photo kot največji umetniški sejem ima seveda tudi zelo razgiban, zelo bogat spremljevalni program. V okviru sejma, ki je sicer razdeljen torej na glavno sekcijo, potem solo predstavitve, en kuriran del in pa zelo pomemben tudi knjižni sejem, na katerem se delujejo recimo najpomembnejše založbe, ki izdajajo fotografske publikacije. Med drugim potekajo v Parizu v istem času še, mislim, da celo 3 knjižni sejmi, tako da recimo Francija ima izjemno bogato razvito kulturo fotografskih publikacij, med katerimi so kakšni redki primerki tudi dosegajo astronomske cene in to je za nekatere zbiralce, tudi iz Slovenije, nekatere poznam, ki pridejo v Pariz samo zato, da bi si ogledali te knjižne sejme. Tako da tudi v okviru Paris Photo potem potekajo določeni pogovori, predstavitve in tako naprej. Nasploh je tendenca vsaj nekaterih večjih sejmov po svetu, da postajajo podobni nekim festivalskim prireditvam. Tako da v tistem tednu, ko potekajo sejmi, ni to izključno postavitev stojnic in potem prodaja del, ampak se ob sejmu dogaja seveda veliko drugih stvari. Kar je zanimivo, ker po drugi strani recimo neki veliki umetniški bienali, pa po drugi strani tudi
grejo iz leta v leto, bolj je opazna ta tendenca, da se probajo približati tudi temu umetniškemu trgu, in vabijo zmeraj več zbiralcev, predstavnikov nekih fundacij, zbirk, muzejev, ki odkupujejo, in mnogo poznavalcev postaja kritičnih, da češ določeni bienali postajajo praktično sejmi, ker je veliko bolj pomembno, kako bodo ti sejmi kot neka platforma pripeljali skupaj umetnike, kuratorje, lastnike nekih del, predstavnike muzejev, z tistimi, ki recimo pa jih zanima zbiranje, ki odkupujejo in tako naprej. Tako da ti dve včasih izjemno ločena formata teh pomembnih dogodkov v umetnostnem svetu postajata po neki strani mičkeno podobna. Malo ste že omenili to strukturo sejma Parifoto, pa vendar, glede na to, da ste bili predtem že 4-krat na tovrstnih sejmih oziroma prav na tem sejmu, ste morda opazili kakšno spremembo oziroma v katero smer se razvija, če se razvija ta sejem? Sejmi so običajno odvisni od galerij, od nekih velikih galerij. Treba je vedeti, da v bordih, torej v programskih odborih teh sejmov, sedijo v glavnem tudi lastniki najpomembnejših galerij, recimo v primeru Parifoto so tukaj predstavniki oziroma lastniki določenih ameriških galerij. Treba je vedeti, da na področju fotografije je Amerika res vodilna država po številu pomembnih institucij, po številu relevantnih galerij, po obsegu trga fotografskega, je tukaj praktično skoraj več kot polovica teh menjav. Če beremo določeno specializirano literaturo, vidimo, da to poteka v največjem obsegu v Ameriki. Tako da brez Amerike tukaj ne gre. Je pa tu seveda potem v teh programskih odborih ne samo tega sejma, ampak tudi recimo nekako velja za številko 2 na področju umetniške fotografije sejem Foto London. Tudi tam so v odboru pomembni ljudje, predstavnica Magnuma, pomembni ljudje iz obeh strani Atlantika. Seveda tukaj Evropa in Amerika še zmeraj imata najpomembnejšo vlogo. Foto London omenjam pa zdaj tudi zato, ker smo naslednje leto ravno v pogovoru z programskim odborom in managementom, upravo sejma Foto London dogovorjeni, zdaj že lahko rečem, da bomo koordinirali in pomagali organizirati, torej govorim za galerijo Foton. V bistvu sem bil jaz naprošen strani programske direktorice Foto London, da ji pomagam organizirati posebno programsko sekcijo, ki bo posvečena izključno predstavitvi srednjevzhodnoevropske fotografije in to, bomo rekli, moderne, torej predvsem povojne in pa sodobne. Tako da del mojih pogovorov tukaj se potem nanaša tudi na to, da se s kolegi, ki so večinoma tudi prisotni, nekako je ta teden fotografije v Parizu pripelje vse, ki se zanimajo fotografijo iz vseh koncev sveta, tako da se bomo v okviru tega tudi v neki posebni dvorani sejem Parifoto nam je dal na voljo nek prostor, da bomo imeli eno tako manjšo konferenco na temo tudi tega, kako bomo zastavili to posebno sekcijo programsko za naslednje leto tega drugega sejma na Foto London. Zdaj omenjamo več sejmov s fotografijo. Bi lahko rekli, da je med njimi zdaj ena posebna razlika, po čem se Parifoto razlikuje od londonskega sejma fotografije? Razlika je predvsem v obsegu in v pomembnosti galerij, ki so tukaj prisotne. To je nekaj tajega, kot če bi recimo primerjali sejem Art Basel z, recimo sejmom Artissima v Torinu ali mnogimi drugimi sejmi, ki na področju sodobne umetnosti so organizirani recimo po Evropi. Foto London je velik sejem, ampak se vseeno ne more primerjati z Parifoto. Na obeh sejmih lahko najdemo tako starejšo in pa sodobno fotografijo, kar recimo za nekatere druge fotografske sejme nekako na 3. mestu, ko govorimo o sejmih v Evropi, omenjamo Foto Basel,
ki že zaradi pomena Basla in pa te matere vseh sejmov Art Basla ima seveda pač mal višji status, kot bi ga sicer imel, ta sejem. Zanimivo je, to sem hotel reči, da na sejmu v Baslu najdemo pretežno večinsko sodobno fotografijo. Tudi na recimo sejmu Unseen v Amsterdamu, oziroma zdaj po novem bo sejem se seli v Rotterdam, najdemo izključno sodobno fotografijo. Potem so pa kakšni manjši regionalni sejmi, recimo jaz sam že od leta 2014 sem v odboru sejma v Budimpešti, kjer od leta 2014 poteka poseben ločen oziroma kot neka izpostavljena sekcija sejma Art Photo Budapest. Tako da tu pa je bolj poudarek na tej regionalni fotografiji, tako povojni kot sodobni. Tako da v Evropi to so sejmi, ki se jih glavnem udeležujemo, nekateri drugi sejmi, recimo včasih smo se udeleževali sejma Photo Fever, tudi v Parizu, iz različnih razlogov, verjetno poslovnih, ali pa pač konkurenca dogodkov, kot smo rekli, v Parizu je v tem tednu izjemno velika, tako da je ta sejem prenehal obstajati. Potekal je na zanimivi lokaciji v Louvru. To je bil tudi sejem, na katerem smo mi začeli pred leti v Parizu, v okviru tega tedna fotografije v Parizu. Bi lahko morda zdaj, ko ste tukaj nekaj dni v Parizu, pa boste seveda tudi prisotni na samem sejmu, predlagali kakšne razstave, tiste, ki bi jih bilo potrebno videti, avtorje, ki so zvezde? Jaz običajno, oziroma za vse, ki se zanimamo za fotografijo, sta tukaj dve instituciji, ki jih nujno obiščemo ob praktično vsakem obisku Pariza. To je pač Maison de la Photo, hiša fotografije, in pa Jeu de Paume. To sta nekako dve osrednji razstavni instituciji za fotografijo. Seveda je potem tukaj Bibliothèque Nationale. Tu so druge institucije tudi, ki niso izključno namenjene predstavljanju fotografije, ampak zlasti v tem tednu fotografije predstavljajo velika imena. Tako da recimo danes sem si najprej dopoldan ogledal pregledno razstavo Edwarda Westona, enega velikih imen ameriške fotografije, ki je prekinil za to pikturalistično tradicijo in pač kot eden od začetnikov tako imenovane straight fotografije. Veliko razstav, nekaj razstav sem se že ogledal v okviru festivala Saint-Germain. Seveda pa je že sam ogled sejma Paris Photo ena izjemno velika razstava, to je recimo, za kar si je treba vzeti čas. Tako da, ko se sprehajamo po teh stojnicah v Grand Palais, nekatere pomembne velike galerije, treba vedeti, da tudi najamejo ogromne prostore, torej tudi po 100 ali pa več kvadratnih metrov, tako da včasih ta izkušnja postane podobna obisku, kakšnega beneškega bienala, ko se sprehajaš od enega paviljona do drugega. Tako da tukaj se pač potem obiskovalec sprehaja od ene stojnice. Ta beseda stojnica zveni malo tako, skoraj da neprimerno, ker to so zelo, zelo kvalitetno opremljeni in oblikovani prostori, predstavitveni prostori različnih galerij. Tako da lahko potem uživamo v tudi kakšnih skoraj da kuriranih, praktično vsaka galerija tudi gleda na to, da nima tam kar nametanih nekih del po stenah, ampak da je to vse zelo premišljeno in z občutkom predstavljeno. Tako da, v tem smislu je že sam obisk sejma Paris Photo ena taka izkušnja, podobna obisku kakšnega, recimo, beneškega bienala, ki je nam bliže. Najlepša hvala za ta pogovor in obilo užitkov še naprej tukaj na sejmu. Hvala za povabilo v oddajo. Lep pozdrav.